kaj pa ti piskaš, mladi pastirček, svojim ovcam. Kaj bi ne briskal, kaj bi ne piskal, zato piščalko svojo imam. Pred 30 leti je bil v uporabo planincem predan planinski dom pri Krnskih jezerih. Zato smo se danes zbrali, da svojo prisotnostjo proslavimo obletnico. Predvsem pa, da se zahvalimo takratnim snovalcem projekta, idejnim organizatorjem za vložen trud in uspešno opravljeno delo. Hvala vsem prostovoljcem, tako iz slovenskih, kot tudi iz zamejskih planinskih društev. Mladenič in starec, drznež in filister, tujec in domačin, vsi sledimo nekakšni hipnotični privlačnosti gorskih vrhov, v katerih sledi demonična moč, ki se ji ne moremo upreti. Ta in samo ta motiv je prvo in osnovno gibalo planinstva. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih krapan. Poletni vročini na strme vrhe, da tam si spočinil samotni srci. Zasluge za izgradnjo planinskega doma pri Krnskih jezerih gredo predvsem planinskemu društvu Nova Gorica, ki je vsa ta leta tudi njegov skrbnik. Društvo je bilo ustanovljeno 10. aprila leta 1949 v osnovni šoli Sovkan. Njegov prvi predsednik pa je takrat postal gospod Kazimir Škarabot. Planinsko društvo Nova Gorica je eno izmed večjih planinskih društev v Sloveniji, ima tudi v oskrbi in lastništvu več planinskih koč in je tudi po številu članov eno izmed večjih društev, hkrati pa je tudi izredno aktivno na področju izletniške dejavnosti, tako da imajo bogat program dela za svoje člane. Obiskovalcev je tlele od zgodnje pomladi do, bi rekel, sezone ogromna. Tudi kasneje, glede na vreme, v pozni jeseni je tle še vedno dosti obiskovalcev. Potem, ko se pa koča zapre, imamo pa tudi bivak, tako da tudi po zimi čedalje več ljudi tlele. Po zimi imamo tudi za novo leto običajno odprto in to se je že pokazalo, ker je res obiskovalcev in teh turnih smučarjev dosti. Danes se nam zdi samoumevno, da tukaj stoji planinski dom. Pred mnogimi leti pa so bili naši kolegi pred velikim izzivom. Gradnja v Triglavskem narodnem parku v občutljivem območju, ki ga moramo ohranjati tudi za naše naslednike. Gradnja v visokogorju, oddaljenost od doline, transport materijala za gradnjo, ne nazadnje tudi človeška sila, ki bo načrte na papirju prenesla v realnost. Vse to je zahtevalo velike napore, natančno organizacijo in ogromno prostovoljnih ur. Trenutno, zaradi situacije, kot je, so prostovoljci predvsem starejši. Medtem ko recimo 30-40 let nazaj je bilo zelo veliko mladine in ljudi srednjih let. Jaz, če bi se kako drugače se mi zavrtela življenjska pot, bi v tem času, ko sem ga preživel tukaj, mirno zgradil ene 2 družinske hiše. Kdorkoli je mene vprašal, s kje si, prebivam in spim v Novi Gorici, ma jaz sem grapar. Kadar te pa enkrat ti hribi zastrupijo, pa ne utečeš več. Zelenica jasni biser naših gor, pokriva te preproga belih rož. Zaradi tebe ljubim gorski svet, ti si mi dal bil gladnik in cvet. Slovenci smo znani individualisti in morda prav želja po samoti veže slovensko srce na gorski svet. Ta populacija teh mladih družin mora reči, da se v zadnjih 2-3 letih zelo povečala. Kar je res lepo videti, mlado družino, en otrok hodi, ta drugi je v nahrbtniku
In to je tak lep pogled. Planinska organizacija se je v nekaj več kot 120 letih razvila v eno izmed največjih, vsebinsko najbogatejših in tudi najbolj prepoznavnih nevladnih organizacij v Sloveniji. K besedi vabim gospoda Florjana Hvala, vodjo takratnega gradbenega odbora, ki nam bo obudil nekaj spominov na izgradnjo planinskega doma pri Krnskih jezerih pred 30 leti. In v tem zvezi vam jaz povedal eno anekdoto. Namreč, gradbeni odbor je imel leta 80-81 za vse 4 mesece tedenski razpored, katero društvo pride na delovno akcijo. Kjer smo mi zdaj tukaj, je stal vojaški šotor, velik štabni šotor, kjer so prenočevali prostovoljci. No, in eno soboto pridejo na delovno akcijo ajdovci. In tam na tisti poti je bilo treba razbiti kupenega kamnja. A so tolkli tisto kamnje, da se je samo prašilo. So nam lomili ročaje od krampov, od macole, ma dobro, nekaj malo je bilo narejeno, v redu. Naslednji teden so prišli po razporedu na vrsto Sežančani. A so imeli med sabo tudi enega 78 let starega kamnoseka iz Nabrežine. Mož, 80 let, je imel v roki eno palčko, zraven je imel 2 fanta, tako kot jaz, približno pa še enkrat več. Tako. A jaz tisto palčko samo pokazal, tukaj udari, tukaj pikni, a tisti kamni od strahu so se neko razleteli. Eno devole bom ljubil, eno devo bom le ljubil, eni vedno zvesto stal, druge nikdar ne bom snubil, nikdar drugi srca dal. Naslednikom našim bi priporočil to, da se držijo tradicije. Da se držijo tradicije, dodajo nekaj svojega novega in zadeva potegne naprej.